ključna je nepremičninski davek. Druga tema je pa tudi tema predloga interpelacije v zvezi s strani Nove Slovenije. Predsednik Bogovič, beseda vaša. Lep pozdrav sem tudi v mojem imenu. Kar se tiče davka na nepremičnine, izražamo obžalovanje, da vlada vztraja na tem davku, ki kljub številnim pripombam v javni razpravi ni bil deležen kakšnega velikega popravka. Ocenjujemo, kot smo že dejali, da gre za sistematičen napad na tiste, ki delajo, ki ustvarjajo novo vrednost, tiste, ki so v preteklosti tudi ustvarjali in namesto trošenja prisegli na to, da je prav, da kaj prihranijo ustvarjajo za bodoče rodove in na takšen način slovensko gospodarstvo, delavstvo, obrtniki, kmetje enostavno ne bodo mogli zdržati teh pritiskov, ki jih neenakomerno pač vlada skozi te davke nalaga tem segmentu družbe. Nerazumljivo nam je tudi to, da vlada vztraja na teh odločitvah kulturnih spomenikov, bodisi da gre to spomenike v zasebni lasti, spomenike v lasti občin ali pa sakralne objekte in mislim, da bomo resnično nek unikum in da je to povsem zunaj današnjega časa, da se te kulturne spomenike na takšen način obremenjuje. Prav tako ne razumemo te namere, da bodo občine po novem sedaj velik delež tega zbranega davka, ki bodo sami tudi morali plačevati za objekte, v katerih se izvajajo osnovne dejavnosti od šolstva, izobraževanja, kulture, športa, plačevali v državni proračun. Tako da zelo odločno nasprotujemo temu davku. Čudimo se tistim, ki govorijo, da so uspeli zavarovati tudi upokojensko populacijo, kajti skozi ta davek bo marsikdo, ki je v preteklosti se odrekal dobrobiti in pa užitkov kakšnih dopustov, potovanj, ustvarjal svoje premoženje, sedaj na jesen svojega življenja močno napaden strani davkov na nepremičnine. Tako da mislimo, da je povsem neprimeren ta davek usmerjen in na nek način vemo, kje ga bo po novem bistveno več pobranega, zopet na slovenskem podeželju, tam, kjer ljudje po mojem globokem prepričanju že danes bistveno težje živijo in na nek način hotel pa ne hotel tudi vlada provocira in ustvarja nek konflikt med podeželjem in med mestom, ki je povsem nepotreben, namesto da bi ustvarjali prijetno sobivanje, na ta način pritiska na podeželje in tudi upravičeno izziva revolt teh ljudi. Eno od ključnih vprašanj, ki se mi pojavlja, je to, kje je poniknil v zadnjih dneh tudi minister Židan. Zelo veliko govori o samooskrbi, o tem, kako je tudi na začetku napadal te namere finančnega ministra, ki naj bi bile povsem neusklajene, dal neko zagotovilo tudi kmetijskim organizacijam, kmetom, da se bo potrudil, da tega davka vlada pač ne bo sprejela. Nič ga ne slišim zadnjih 14-3 tedne in mislim, da na takšen način za samooskrbo v slovenskem prostoru tudi kaj dosti ne bo naredil, ampak se bojim, da bomo poleg tega, da bomo na kratek rok zmanjšali zanimanje mladih za kmetijstvo, marsikdo se bo težje odločiti tudi za takšno investicijo, ki jo takoj se obdavčuje, na dolgi rok pa se bojim tudi posledice, da bo tudi cena kmetijskih zemljišč padla iz enega osnovnega razloga, ker ljudje bodo zelo težko odplačevali te davščine in da je to začetek tudi velikega prestrukturiranja lastništva na podeželju. Ne vem, komu je to v korist, kdo to podpira, prepričan pa sem, da bo po tej poti predvsem en kapital, ki ga na podeželju ne moš ustvariti, prišel skozi nakupe različnih zemljišč, gozdov. V preteklosti sem kot minister se s tem že soočal, ko je bil malce večji kompleks gozdov, kmetijskih zemljišč na prodaj, so bili takoj tudi kupci za takšne zemljišča, ki ne da bi prihajali samo iz kakšnih drugih sektorjev in jim je to predvsem nepremičninska naložba, več ali manj prihajajo tudi te ambicije iz tujine, sploh kadar se
govori o kvalitetni kmetijski zemlji, se pravi o ornici, in pa na drugi strani tudi o slovenskih gozdovih. Mislim, da gre za dejansko povsem mimo udarjen davek. Mi smo ves čas tudi se nagibali bistveno bolj k predlogu, ki je prišel tudi iz vrst slovenskih občin. To je, da vekolikor želi država pobrati kakšen davek iz nepremičnin, ne ustanovi svoj davek, ne ga sama tudi razpiše, pobere, ne pa da to nalaga občinam in da ukinja stavbno zemljišče. In bojim se, da je tudi zaradi tako napačnih evidenc, kot so evidence Gursa, velika nevarnost, da bo že sedaj delujoč sistem, ki je zbral 200 milijonov evrov za lokalno raven, sesut in da bo to sestavljanje teh črpin zelo dolgotrajno in tudi v marsikaterem delu bodo številne pritožbe, pa lahko tudi se na koncu ta izplen bistveno sfiži od tistih pričakovanih 200 milijonov, ki jih ima vlada za svoj segment. Bistveno lažje bi bilo, kot sem želel, pobrati stavbno zemljišče, eventualno dati tudi kakšen, če že hoče kdo, procent kriznega davka na to pobrano davščino, ki je danes utečena, in na takšen način krizno za leto 2 pomagati polniti to proračunsko luknjo. Kar se tiče interpelacije, se pravi druge teme, še enkrat več, mi smo bili eni tisti prvih, ki smo zaradi delovanja ministra Viranta na področju lokalne samouprave, delovanje občin bili prepričani, da to, kar počne, je velik fiasko nekega ministra in da, kot sem že dejal, da je zaradi teh namer vedno bolj zrel za kakšno interpelacijo. Mi smo imeli namen počakati, da pridejo kakšen zakonski predlogi v obravnavo, da jih vsaj predlaga vladi, da jih vlada sprejme, in naša ocena je, da bi bil takrat primeren čas za to, da bi se ta interpelacija tudi vložila. Kolegi iz Nove Slovenije, ki očitno isto mislijo o delu ministra Viranta kot mi, so pohiteli s to interpelacijo. Nas na nek način tudi moti, da je poleg te osnovne teme, ki nas moti, in mislimo, da je tema, ki je vredna interpelacije, kajti na tak način minister škoduje državi, vendar v Novi Sloveniji so dodali še 4 točke. Od tistih 4 točkih so za nas 2 nesprejemljivi. Mi mislimo, da je točka 2, se pravi ureditev razmerij na področju izbrisanih, potrebno končno urediti. Mi smo v prvem branju zakon, ki je bil predlagan in obravnavan, podprli kot primeren za nadaljnjo obravnavo. Če je potrebno kaj v njem postoriti, je priložnost v drugem branju, še kakšno dopolnilo dati. V osnovi pa mislimo, da je ta problem treba iz dnevnega reda dati dol, in zato mislimo, da ne sodi v interpelacijo. Mi smo bili podobnega mnenja tudi pri predlogu interpelacije, ki so ga nam ponudili in pokazali predložitvijo kolegi iz SDS-a, da kadrovske zadeve, kjer se gre ad persona, ne sodijo v interpelacijo. In to, da se politično ali imenovanje ali razrešitev, v tem primeru Mojce Kucar-Dolinar, v drugem primeru pa gospoda Andreja Širclja, da to enostavno ni predmet, zaradi česar bi se moral preganjati državni zbor in igrati za tako resnim inštrumentom, kot je interpelacija. In zato mislimo, da so ti 2 točki, 2 in 3 točki, ki ne sodita v ta dokument. Točka 4 in 5, kar se vsebine tiče, nimamo težav z njima, mislimo pa, da s tem, ko širimo predmet interpelacije, izgublja bistvena točka, se pravi delovanje lokalne samouprave, organizacija mreže slovenskih občin, financiranje lokalne samouprave, da se s tem razvodenijo. Mi se še pogovarjamo in smo dogovorjeni, da dopolnimo predlog in ga skupaj dodelamo. Vekolikor bo šel v tej smeri, kot sem dejal, da ga spremenimo, da izločimo to, kar mislimo, da ne sodi, dopolnimo ostale zadeve, bomo poslanci Slovenske ljudske stranke tudi prispevali podpise pod to interpelacijo, ker pa bi bila takšna interpelacija obravnavana šele v novembru. V oktobru pa poteka že postopke okoli proračuna
smo tudi kolegom iz Nove Slovenije predstavili to idejo in jih pozvali k tem, da v tem primeru skupno nastopimo pa v sklicu nujne seje dveh odborov Državnega zbora, tako odbora za finance, kakor tudi odbora za notranjo politiko, v sklopu katerega je tudi lokalna samouprava, in da na odborih damo priložnost vladi, ministru, da končno pride k pameti in da te stvari, ki se sedaj izvajajo skozi tako zakon o izvrševanju proračuna, kjer de facto že udejanja to, kar je namera zakona o financiranju občin, ki je bil samo v javni razpravi, in pa tudi na nepremičninski davek, da se o tem na odborih temeljito pogovorimo in da spremenijo ta stališča in da na ta način ne da imamo interpelacijo zaradi interpelacije, ampak da poskušamo na ključne napake, škodljivosti, ki jih minister Virant opravlja, narediti proaktivno s tem, da bi na osnovi teh razprave na odboru, skupnih sejih dveh odborov, tudi popravili dokumente, ki se nanašajo na proračun leta 2014 in pa leta 2015. To je bila izjava predsednika SLS Franca Bogoviča, zdaj pa ste na vrsti za vprašanje. Se pravi, če prav razumem, samo ta dva pogoja imate za podporo v interpelaciji. Če boste ta dva izvzeta, potem boste prispevali svoj 6 glasov. Tako je. Pri onih ostalih treh pa želimo tudi še sodelovati in pa jih dodelati. V koliko času bi lahko do tega prišlo? Skratka, kaj menite neki časovni okvir? V tem tednu. Bogovič, kako bi pa vi malo širše ocenili sodelovanje z drugima dvema opozicijskima strankama? Mislim, so to kaj najmanjši skupni imenovalci, ki jih uspete najti? Ja, razlika med koalicijo in opozicijo je to, da opoziciji ni potrebno podpisati opozicijske pogodbe, tako kot mora ona koalicijsko pogodbo. Tako je zdaj, v tem delu lahko rečem, da je na mnogih točkah smo podobnih stališč, na marsikateri tudi različnih. Če vidite z našega delovanja, mi prisegamo na to, da nas ideološki problemi, ki žal niso bili razrešeni po drugi svetovni vojni, niso tisti, ki bodo rešili leta 2013, leta 2014 in kadarkoli se predvsem kolegi iz SDS-a zatekajo k tem temam, nas tam zraven ni. Še enkrat, da ne bo napake ali pa napačnega razumevanja, velika sramota je za slovensko državo, za Slovence in Slovenke, da v letih od časa povojnih pobojev nismo uspeli tega temnega poglavja zgodovine razčistiti. Še enkrat več pa mislim, da je prav tako nespodobno, da danes ta razdvajanja iščemo za neke politične obračunavanja. V teh točkah nas enostavno ni zraven in ne želimo v teh stvarih sodelovati. Kar se tiče pa samih teh gospodarskih tem, kako vidimo izhod iz krize, mislim, da smo si dosti bližje te tri stranke, ki pripadamo Evropski ljudski stranki, kot današnja koalicija. Pa ne bo po vašem, gospod Bogovič, ravno ta vaš nekoliko bolj zadržan odnos do SDS lahko povzročil, da bi stranke v opoziciji teže sodelovali. Vemo, da če poenostavim, da SDS ne prenese pravzaprav opozicije znotraj opozicije. Tudi ko gre recimo v tem konkretnem primeru za iskanje podpore za različne interpelacije, za druge pobude. Mar s tem delom manjših strank, SLS in pa Nove Slovenije, ne postaje izredno težko, tudi kot stranke v opoziciji. Slovenska ljudska stranka je odgovorna predvsem svojemu programu, svojim članom in pa pogledu, ki ga tudi v vodstvu poslanski skupini v lokalnih strankih vidimo na jutrišnji dan. In v tem delu lahko rečem, da še enkrat ponavljam, nas zelo moti ukvarjanje preveč s preteklostjo. Kdo bi celo želel, da se zapletemo v to preteklost, nas tu enostavno ne bo zraven. Kar se tiče sodelovanja s strankami, bi želel, da se zgodi v slovenskem političnem prostoru ne to, kar je bilo v nedeljo slišati, da se Slovenci odločajo samo med dvema strankama,
ampak da bi se stranke politične sredine uspele spraviti skupaj in zbrati dovolj glasov, podobno kot so to naredili v Avstriji, Nemčiji in pogledati v smer, pogled v jutri. Bojim se, da to, kar, če hočete, poosebljata oba liderja obeh polov, tako gospod Janković kot gospod Janša, ni to, kar v Slovenijo pripeljali v lepši jutri. Se pravi, lahko v prihodnosti pričakujemo, če hipotetično, da bi SLS lahko sodelovala, da imamo stranko pozitivno Slovenijo? Tega nisem delal. Hvala lepa za